Dober dan od srede do srede, kolega Markeš. Že lepo zdrav. Mava v državnem zboru v proceduri državljanski zakon, ki na novo postavlja parametre zdravstvenega varstva, se pravi zdravstva, ena od ustavnih pravic. Kar redko se zgodi, da so v državnem zboru besedila, ki so nastala kot državljanska pobuda. Zdaj na tej seji imamo celo dve tovrstni pobudi, ne, druga govori o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja oziroma zakon o evtanaziji, če poveva v bolj razumljivem jeziku, ampak pejva na gradivo, ki se dotika vprašanja zdravstva, ne. Zakaj je to pomemben? Gre za razvoj dogodkov, ne? Če se prikliče v spomin nacionalno televizijo Zadnjo tarčo, Eriko Žnidaršič in njeno ekipo Prodorno, ne? V kateri je Erik Brecelj nekako špikal Dušana Kebra, ne? Ampak povedal je pa še nekaj drugega, tako, nekaj zelo praktičnega, in tako je ta stvar do zdaj vedno tekla, ne? Naredimo predstavo za javnost, ali pa naredite predstavo za javnost, pa malo štrajkete, ne, v bistvu se pa dobite za hrbtom ljudi, v zaprtih prostorih pa se zmenite prijazno ob kavi, ne, in pol pa malo šare zganjajte, na koncu bo vam prišel nek dogovor, ne. In takrat je eksplodiral Jaša Jenull, ne, po moje globoko upravičeno, ne, in je rekel, za hrbtom ljudi se boste pogovarjali, ne. Mi hočemo, da se stvari dogajajo na očeh javnosti, ne. Jaz sem to Brecljevo intervencijo malo drugače razumel, ne. On je rekel, ne, da ko je bil prejšnji sindikalistični pogajalec, pravi doktor Konrad Kuštrin, ne, Ja. je on zadevo peljal tako, da so bile zadeve že bolj ali manj zmenjene, potem se je naredil še malo teatra, ampak on je s tem hvalil sicer neugodno za moje pojme, ampak še vedno korektno pogajalsko taktiko Konrada Kuštrina, ne, in vzpostavljal kontrast v primerjavi s sedanjimi pogajalci. Povedal je to, kar preganja, ne, da obstaja paradržava in parametode, ki so duhovna oblika korupcije. Einfach, ne, simple. Tukaj nimamo kaj okrog tega govoriti. In on je to na nek način požegnal, ne, tako, malo v smehu, malo v humorju, malo tako, roka tako, ampak v končni fazi je to. Izven pogleda javnosti, netransparentno, in to je natanko to, kar on preganja v zdravstvu, upravičeno, in zato ga spoštujemo. Ampak, lej, mislim, če sva pa politična realista, pa gledava način, kako se pogaja, ne, ključne stvari se zmeni na pauzi ob kavi. Predpostavljaš, da imaš pred sabo sogovornika, ki ima težo. Ta sindikat nima niti reprezentativnosti. Kako se boš pogovarjal za nekom, ki nima teže, in vendar mu jo ves čas daješ? Ravno na to, da se z njim pogovarjaš ob kavi, da se z njim pogovarjaš tako, ga legitimiraš, kdo pa so oni? Nimajo niti statusa reprezentativnosti. Govorimo o načelnem vprašanju. Če mene vprašaš, povej. Kako se pogajanja speljejo, ne? Pogajanja se redko speljejo za mizo, ne, na kateri piše pogajalska miza, ampak se potem dva potegneta za rokav, a se greva midva ven zmenit, Pogajanja potekajo tako, da obstaja teza, postavi se protiteza, potem se pa izbalansira kompromis, ne. In zdaj tako, ne, kar je Keber, pa Jenull, pa skratka Glas ljudstva in kar ljudje, ki načeloma poskušajo rešiti problem javnega zdravstva, ne. In Keber je zdaj prišel pod udar spet teh ZSMZ-jevcev, ne, to se pravi mladih zdravnikov, češ ti si, in celo spet Erika Breclja, češ ti si prvi, ki je ustanovil, ki je imel SP. DOO v resnici. Pa karkoli, ampak ampak izobraževalni. Seveda, ne, prvič je to druge narave, ampak to, pustimo zdaj to, ne, kako mi to obtežimo, ampak če je to tako narobe, zakaj pa tisočkratnik tega zdaj poskušate legitimirati, ne? Ta perverznost, ne. Se pravi, če je to tako narobe, zakaj tisočkratnik tega poskušate legitimirati in uzakoniti, ne. To je mimogrede rečeno, ne. Ampak
preprosto problem je v tem, ne, da se je zdaj kaj zgodilo. Ne. To Glas ljudstva, Keber, ki je izdal tudi knjigo in pokaže, kako je 20 let kronografiral te procese, izredno fajn knjiga za brati, ne, je postavil zdaj standard, v imenu ljudstva rekel, mi moramo načelno moramo ta problem rešiti in ga ne z nekimi pogajami zmutiti, ne, tako da bo nekje v neki srednji vrednosti, po domače povedano. Zakonodajni proces je načelna rešitev problema. Ne, zakonodajni proces je itak vedno načelna, to je vedno tako, ampak on hoče povedati, mi moramo narediti jasno ločnico, se pravi, mi moramo raka izrezati od zdravega tkiva in tu ni pogajanja. Ne? Med rakovo celico in zdravo celico ni pogajanja. Mi preprosto to izrežemo ali pa 1 kilo, hlevskega gnoja, pa 1 liter parfuma, deljeno z 2 ni pravi vona. To je na koncu vse osprajeno, če tako rečem. Ne. In to je bila njihova teza. In s to tezo, oni so napisali zakon, ne, zdaj, oziroma za ohranitev javnega zdravstva, ne, ko se točno to zdaj imenuje, to je bilo v torek na sporedu in je še na sporedu. Ne. Več branj bo. In oni so prišli v parlamentarno proceduro in so rekli, zdaj pa takole. Mi smo se obrnili na najvišje zakonodajno telo, to je parlament, in vam dajemo vladi priložnost, da najvišje zakonodajno telo odigra svojo vlogo, ki ima više pristojnosti, kakor vi. Zakaj? Zato, ker vi niste bog in batina v državi, vi ste izvršni organ. In je dal priložnost vladi, da se neha opravičevati pred Fidesom na način, kot se je zdaj morala, češ Loredan je to podpisal, Loredan je bil itak trojanski konj, ne delajo v interesu Fidesa. Se pravi, se ne rabite nič opravičevati, mi sprejmemo zdaj ta zakon, ki načelno ločuje stvari, ki načelno postavlja stvari in vam nalaga, da mu sledite. In potem lahko predsednik vlade ne samoljubno preprosto reče, jaz sem ubogi izvajalec volje parlamenta, vlada je voljena po parlamentu, parlament je tako odločil, prosim, pogovarjajte se z zakonodajalcem, jaz sem pa zdaj gibljem znotraj teh gabaritov. Viš, te priložnosti niso izkoristili. Kaj se je zgodilo? Ne? Ko je bil zakon vložen, saj tako po torek, se pravi, to je včeraj, ja. Je bilo slišati približno takole. Levica je, ki je sama, mislim, da spisala nekaj podobnega, oziroma ima podobne programske izhodišča, je rekla, noter je zelo veliko elementov, ki jih imamo tudi mi, ki jih mi zagovarjamo, ampak da pride do konca rešitev, je pa to dobra osnova, sprejmimo to, pa bomo šli od tu naprej lahko. Ne. Potem skesana SD, ki je v svojem neoliberalnem pogonu priletela pač na trdi beton in v javnem mnenju kolabirala, pogruntala, da se mora držati nekih načel javnega prostora in pa javnega zdravstva, se s tem strinja. Tudi oni so rekli, mi podpiramo zakon Glas ljudstva. Kaj pa je Svoboda rekla? Mi ga podpiramo, ne bomo pa glasovali za njega. Imamo isti cilj, ampak do njega bomo prihajali po različnih poteh. Če pa pogledamo anatomijo parlamentarne procedure, ko je zakon v postopku, se seveda da na neko osnovo, ki je prišla strani državljanov, vlagati dopolnila. Tako je. In se pač z dopolnili, če morda kakšne finese niso čisto primerno dorečene, se da zakon lepo slovensko bi rekla speglati. In tu je prostor za pogajanja. Tukaj je prostor za politični dialog, za razpravo znotraj zakonodajne oblasti, za poslušanje pripomb, konec koncev službe za zakonodajo, k zakonske predloge ovrednoti čist strokovno-pravne perspektive in ugotavlja, zakon ustreza ustavnemu okviru, ustreza, a zakon ustreza ostali zakonodaji, ki se dotika iste materije. Ampak tukaj je prostor za dopolnila, ki se ga bo izkoristili ali pa ne, odvisno od tega, a gre zakon potem v nadaljno proceduro. Seveda. In to je sploh bistvo vsega problema. In prvo, kar je, ločuješ, narediš hierarhijo med vejami oblasti, v kateri seveda je zakonodajna pač najvišja. Prvič. Drugo, kar je, ustvariš prostor, v katerem je na podlagi civilne družbe
najvišjega zakonodajnega telesa, ki je elektorat, se pravi, to je izvoljeno predstavništvo celotnega ljudstva, ki korespondira z ljudstvom, to se pravi civilno družbo. In pa seveda, to je pa treba povedati, kjer zdravniki imajo vedno in absolutno prav v izhodišču. To je monopolna ekspertizo, bi rekel Veljko Rus. Se pravi, tam, kjer gre za strokovne zadeve v smislu, kako obravnavati bolnike, kako postaviti neke standarde za to, da je bolnik pravilno obravnavan. To pa mora biti absolutno v domeni zdravniškega ceha. Ker to pa ne more politika predpisovati, pa tudi ne strojnik, ne električni inženir, noben tega ne more predpisovati. Ne ti kot filozof, ne jaz kot sociolog. Noben tega ne more predpisovati, tukaj imam zdravniški ceh monopolno ekspertizo in tukaj ni debata. In seveda obratno, ne more imeti pa zdravniški ceh monopola na izsiljevanje države, kako bo sistem postavljen, kako ga država klasificira, kako država izvede okrog tega izobraževalno politiko in kakšne zahteve postavlja v zvezi z zaposlovanjem, tega pa oni ne morejo postavljati. Lahko sodelujejo v debati, ne morejo pa izsiljevati, ne morejo pa zato vzeti za talce bolnikov. In to počnejo. Ja. 15. januarja se je začela zdravniška stavka, po mojih podatkih še vedno traja. Na srečo ne v najbolj brutalni obliki, ampak še vedno v obliki, ki je pod črto za paciente škodljiva. Na mizi je ideja, da bi v pogajalski proces usmerili mediatorje. Jaz sem radikalen v tem pomenu, državljansko radikalen, če tako rečem. Jaz osebno mislim, da si vlada jemlje preveliko moč in kompetence. Jaz od prvega dne, če se spomniš, zagovarjam tezo, da je treba to iti vprašati ljudi. Treba je narediti referendum okrog tega. Pa ne ljudi najprej povedo, kakšno zdravstvo hočejo, lahko se pogajajo o referendumskem vprašanju. Ampak tle imamo stavko. Ljudje ne morejo priti na rentgen, ljudje ne morejo priti do nekih storitev, ki niso popolnoma nujne. Ampak recimo, v čas koronavirusa je bilo enako. Preventiva stoji, Ja, in koliko let že stoji, privatizacija pa ne. Ja. In zato so potrebni radikalni ukrepi. Privatizacija teče v najbolj brutalni obliki. Za časa Loredana, najbolj škodljivega ministra vseh časov, so se začeli dogajati masovno SP, ko so prišli zdravniki tega tipa, SP doktori, na okus svojega lastnega pohlepa, se ne nameravajo več ustaviti. Tega ti ne moreš ustaviti drugače kot radikalno. Lahko motovilijo, recimo, ko sem zadnjič poslušal v Tarči pri Eriki Žnidaršič, tisto zdravnico Breganta, se piše, Ti ne? Ja, mislim, kaj sem videl, Jaz sem videl zadostno intelligence, da razume problem, brutalno ve, kaj je res in kaj ni res, ampak vztraja dobesedno na lažeh in nikoli se ne bo ustavljal. Tukaj ni mogoče z močjo argumenta priti nikamor. In na drugi strani treba imeti enako močnega sogovornika pri tovrstnih ljudeh, se pravi z svojimi zvitimi metodami prepričevanja, ker na koncu gre pa samo za korist bolnikov, pa kdo ima koga za norca, poskušajo Kebra diskvalificirati, in kaj vsem, pa Keber je napisal, preprosto je rekel, kje je tukaj logika, da če ti v neki vreči denarja v imenu varnosti bolnikov zdravnikom in zdravstvu zvišaš v istem količini denarja plače in prispevke in ne vem kaj, prispevke za plače in privilegije, kako bo s tem varnost bolnikov povečana? Ni logike nobene, ker bo manj denarja za bolnike in za zdravila in za vse. Jaz se strinjam seveda z Erikom Brecljem, da pač treba korupciji na rep stopiti. Ampak na rep stopiti je treba tudi neki logiki, ki jo je pa on sam pripeljal. On si je zapičil v Kebra zaradi SP oziroma zaradi DOO-ja, karkoli že, da v redu, zmenta se, ni problema. Ampak mi je zelo žal, ampak mogoče bi pa Erik Brecelj moral imeti majhen samokritičnosti. On je tisti, ki je skozi pasir mašino spasiral Loredana kot svojega prijatelja in kot nekoga, ki je merska enota za poštenost.
200 milijonov smo zgubili, pa razgradili smo zdravje. Je pa bil prvi znotraj zdravniškega establishmenta, ki je pa opozarjal na probleme, ki... Samo potem rabiš majhen ponižnosti, ko čez hrbet pogledaš in vidiš, da si 200 milijonov razpihal. Sej verjamem, da on tega niti ni hotel, verjamem, da to obžaluje, ampak majhen skromnosti, pri tako veliki napaki moraš majhen glavo skloniti. In doktor Brecelj, jaz ga zelo spoštujem in zato toliko spoštujem, da sem mu to pripravljen v glavo povedati. Ja. To ni v redu, ne? Mislim, Keber je lahko delal napake, mislim, kakor škol, če mu je učitaš, ampak on stvari danes postavlja prav. In zdaj, če ga hočeš obsoditi za nekaj, kar je on takrat naredil, potem se zmenta v redu, ne, on plača svojo pokoro, ampak mogoče jo pa prav zdaj počne. 20 let se bori za tisto, kar se strinjamo z njim, da je treba postaviti socialno vzdržen sistem, ki bo za reveže. Mislim, če to ni prava govorica, kaj pa potem sploh je prava govorica? Dobar, greva na čist sedanje dogajanje, mediacija. Mediacija med vlado Fidesom. Ja, ni to zakonom predvideno. Je. Torej, če je problem? Sledijo naj zakonu, ne, če so pravna država. V resnici je škoda, da je varianta aktivirana za moje pojme pozno. Ne. Predvsem je v izhodišču vprašanje, če sploh zakonita, kot rečeno, Fides ne izkazuje reprezentativnosti. Ti se lahko pogajaš s sindikatom, ki izkazuje kriterij reprezentativnosti. On ima po zadnjih podatkih, potem so pa jih začeli skrivati, 11% zdravništva za seboj. To je premalo za reprezentativnost, manj da rabiš koliko, 20-25, jaz ne vem, če je točno, ne? Ampak po mojih podatkih obstaja visoka verjetnost, da ta sindikat ne izkazuje reprezentativnosti in potem zdravje jih nihče ni vprašal. Se pravi, kako so ti pogajal z nekom, ki sploh nima kvalifikacij za to, da se lahko pogaja. Mislim, to bi bila moja načelna pripomba. Ne. Vse ostalo je pa političen cirkus, ne, dejansko. Ne. Naredimo neko predstavo, od zadaj smo se pa zmenili. Ne, hvala. Ne. Tukaj pa rabimo mi Jašo Jenulla, ki bo bentil in noril in ljudem dopovedal, da se mora take stvari dogajati na soju svetlobe. Ne. Dobro, greva na drugo stran soja svetlobe, ameriška volilna kampanja. Ostajava pa še vedno v tematiki zdravja, tokrat ne javnega zdravja, ampak zdravja oseb, ki odločajo o usodi sveta. Kot kaže, vse kaže, ne, nas čaka novembra veliki dvoboj Joea Bidena in Donalda Trumpa. Zmaga Donalda Trumpa nas čaka, če bo to očitno. Zmaga? Ja. Ja? Sveda se. Kdo od muslimanskih ali pa palestinskih ali pa sploh širše muslimanskih Američanov pa bo glasoval za Bidena? Mislim, težava Bidena je, oziroma demokratske stranke, a veš, da odkar je demokratska stranka skrenila po tako imenovani tretji poti, ne, in se odrekla temu, da bi bila predstavnik levice ali pa delavskega razreda, ne, je pravzaprav demokratska stranka en tak konglomerat zelo številnih manjšin, ne. Lej, se je zelo jasno, to je vlada, iz katere pa potem 1, 2, 5 manjšin izpade. Biden v percepciji ljudi pač postaja predstavnik kapitala, v mnogi meri judovskega porekla, predstavnik vojaške industrije, in predstavnik bogatih ljudi, Američanov z retoriko revnih. Ne? In to so ljudje spregledali. Se pravi, Trump je kar je, ne, tako kot je pri nas Janša, govori kar češ, ampak je predvidljiv, se vnaprej ve. On predvidljiv. Popolnoma je predvidljiv. Popolnoma nepredvidljiv, nevoden projektil. Ja, ampak predvidljiv je popolnoma v tem, da veš, da bo on govoril karkoli, zato, da mu bodo odstotki za izvolitev klapali. In to bo naredil in tako bo zmagal. Ne? In se pravi, Palestinci zelo natančno vedo, da če bo izvoljen Trump, ne bodo popolnoma nič pridobili, izgubili pa tudi ne, ker Američani pod vplivom tega kapitala imajo skozi enako politiko podpore do Izraela, v varnostnem svetu blokirajo vse, kar je za zblokirati, vse druge države glasujejo za, Amerika to z vetom ustavi, ampak kaj se zgodi? Na koncu si pa svoj obraz demokracije popolnoma umazala in si zločin dala na svoj hrbet, na tem otroci umirajo.
tam se je zdaj streljalo v civiliste, ki so hoteli do hrane priti pri tovornjaku. To je umrlo toliko, tukaj gre v stotine, otroci hirajo. V stotine in proti 1000 ranjenim. Ne? Tako, ne? V stotine mrtvih in 1000 ranjenih, pri čemer kažejo posnetke, ko imaš dehidrirane dojenčke, ki postanejo zombiji. Ne? Mislim, to je tako, tega si Biden nikoli ne bo več izpravil iz svoje kosmate duše. Kako si bomo pa mi? Dobro vprašanje. Ne? Mislim, najmanj, kar je, kaj lahko storimo. Ne? To je zdaj, kaj lahko storimo. Ne? Mislim, jaz osebno mislim, da bi morali od svojih predstavnikov zahtevati, recimo Evropske unije. Ne? Macron je svoje govoril, Ursula von der Leyen je svoje govorila, Guterres je svoje govoril v Združenih narodih. In vedno Türk, ne naš Türk, Volker. Tako Volker, Türk, ne? In vedno znova rečejo, takoj se mora, naša zunanja ministrica, takoj se mora ustaviti nasilje. Že tako, na svetu naj ne bo vojn in otroci naj ne bodo lačni. Ne? Mislim, če bi bil jaz na poziciji, zdaj bi si predstavljal, ne, da bi pomislil tudi na to, ne, če bi bil Macron recimo, ne, in bi preprosto rekel takole, s prvim avionom grem dol, dobim še Ursula von der Leyen pa nekatere voditelje Guterresa in gremo osebno v Gazo in bomo osebno delili hrano palestinskim otrokom. Pa ne streljajo nas, če si upajo. Ker to bi bila pa svetovna vojna. In bi to lahko naredili, oni bi se lahko prikledili na... Ja, spomnim se, ko je François Mitterrand šel v oblegano Sarajevo. Ja. Osebno je šel v oblegano Sarajevo. Ne? Ampak s tem obiskom je v resnici naredil dodatno škodo Bošnjakom. Ali je res naredil? Bošnjaki so bili obsojeni v izhodišču. Se pravi, jaz osebno mislim, da če bi Guterres et konsortes, ti ljudje šli tja dol, se sprejeli za roke in bi se za njim pelal konvoj tovornjakov, se Izraelci ne bi upali streljati. Jaz sem prepričan, zakaj tega ne storijo. Če bom jaz šel, pa ti, bova mrtva. To je jasno. Ne? Če bom šel, pa Macron, pa ne bo mrtva. Ne? Dobro. Tole za danes, nadaljujeva čez teden dni. Hvala.